Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, cenjeni profesorski zbor. Dan samostojnosti in enotnosti je eden izmed najpomembnejših slovenskih državnih praznikov sploh. Saj obeležuje zgodovinsko odločitev na plebiscitu leta 1990. Več kot 95% je bila podpora neodvisnosti Slovenije na plebiscitu, ki je bila odločilna za ustanovitev samostojne države. Prebivalci pa smo na ta dan, ko smo uresničili svoje tisočletne sanje, pokazali največjo mero enotnosti v vsej svoji zgodovini doslej. Skupaj smo se odločili za neodvisnost na plebiscitu, skupaj smo državo obranili pred agresorjem in skupaj smo si prizadevali za mednarodno priznanje. Prav zato nas ta praznik spominja na enkratno veličastno odločitev državljanov Slovenije pred 31 leti, ki nam je prvič v zgodovini zagotovila samostojno in neodvisno državo. V ustavno listino smo zapisali, da je Republika Slovenija samostojna in neodvisna država, ki zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Slovenije, ne glede na njihovo narodno ali versko pripadnost. V relativno kratkem času smo iz naroda prerasli v nacijo in postali enakovredni del mednarodne skupnosti. Leta 2004 je Slovenija postala enakopravna članica Evropske unije in danes je tudi slovenščina eden izmed uradnih jezikov v Uniji. Kljub vsemu pa v vseh teh 31 letih od razglasitve samostojnosti in od vojne za neodvisnost Slovenije še nikoli nismo bili v tako težkem položaju, v kakršnem se nahajamo v zadnjih 2 letih zaradi epidemije virusa COVID-19. Pandemija koronavirusa ni le spremenila nas samih, naše družine, naše prijatelje in našo domovino, ampak je spremenila ves svet. Zadnji 2 leti je vse drugače, kot smo bili navajeni doslej, in jutri bo ta razlika morda še večja. Na vprašanje, kako dolgo bo trajala sedanja kriza, ki ni le zdravstvena, ampak tudi gospodarska in socialna, v tem trenutku nihče na svetu ne pozna pravega odgovora. Zagotovo pa bo trajala še mesece in leta. Zaradi pojave in nagle širitve različnih sevov koronavirusa smo postali še bolj odvisni drug od drugega. Zato moramo še bolj poglobiti medsebojno sodelovanje in razumevanje, ter se spodbujati in si med seboj pomagati, ne glede na vse razlike, ki so med nami. Samo resnična solidarnost in medsebojno sodelovanje nas bosta popeljala do luči na koncu predora. To luč lahko najdemo samo vsi skupaj, kot državljani sveta. Kajti, če bomo iskali vsak zase, se bomo prej kot ne pričeli izgubljati v labirintih tega neskončnega predora. In če bomo res vsi storili vse, kar je v naši moči, da zaščitimo sebe in svoje najbližje, potem bomo s tem zaščitili tudi vse druge. Le skupnimi močmi bomo epidemijo prej ali slej uspešno premagali in poskušali v prihodnosti ponovno zaživeti življenje, kakršnega smo poznali nekoč. Kdo je sanjal slovenske sanje, ko niso bile dovoljene sanje? Kdo jih je sanjal ponosno in smelo, kdo se jih je sramoval? Kdo jih je skrival, zatajeval,
Kdo se jih je bal priznati? Kdo vanje dvomil, kdo veroval? Kdo jih preziral, zasramoval, kdo streljal vanje? In za vse prvo in zadnje vprašanje, kdo je zmagal, ko so zmagale sanje? Ko so zmagale sanje, smo zmagali vsi, skupaj s sramoto poraženimi. A vsakdo se odpoveduje prihodnosti, kdor zaničuje zmagoslavje sanj. Spoštovani gospod ravnatelj, spoštovane profesorice in profesorji, dijaki in dijakinje ter vsi ostali zaposleni. Leto se izteka in za razliko od lanskega se v prazničnem vzdušju spet poslavljamo drug od drugega, si segamo v roke in se veselimo prazničnega druženja z najbližjimi. Hkrati pa se oziramo na leto, ki se počasi poslavlja. Preden strnemo vse občutke, popišemo vse uspehe in še neuresničene cilje leta 2021, se zazrimo še v našo daljno in bližnjo preteklost. Kdo je sanjal slovenske sanje? Kdo jih sanja? Moje veselje, dragi moj dom, celo življenje ljubil te bom. Mura ponosno tukaj šumi, deklice sladko pojejo mi. Sladke ljubezni, miljena strast, vedno me mami v svojo oblast. Kakor široko Mursko polje, tak je tu prosto moje srce. Celo življenje ljubil te bom, moje veselje, dragi moj dom. Kakor je za vse nas december prazničen mesec, tako nas iztekajoči se decemberski dnevi vedno znova opomnijo na prelomni dogodek, ko so se smele sanje slovenskega ljudstva v samostojni državi postale resničnost. Na zadnjo adventno nedeljo leta 1990 so se naši rojaki odpravili na volišča. To je bil čas pričakovanja, v prispodobi advent naroda, ki pričakuje rojstvo. A ne rojstvo posameznika, temveč rojstvo države in samostojnega naroda. Združeni v enotnosti so naši rojaki na plebiscitu odločili in v tem pomenljivem prazničnem času pričakali rojstvo države. Ivan Cankar, Kurent. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po zemlji od shoda do zahoda, šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Pustele že tam, strme proti nebu s slepimi očmi in prosi o milosti. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote. Razsul je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev in je rekel: Veseli ljudje bodo živeli tod, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Zrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ustrmi pred tem čudom Božjim, srce ustrepeče od same sladkosti. Zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo, ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca.
vse premalo se zavedamo, da smo res blagoslovljeni na tem majhnem ozemlju. Tako malo nas je, pa premoremo toliko bogastva. Edinstven jezik, krasno prirodo, od prekmurske ravnice, štajerskih in dolenjskih gričev, preko silnega Triglava vse do morja. In ne pozabimo na izročilo naših prednikov, glasbo in ples. Najprej prisluhnimo šolskemu bendu, nato pa skozi oči naših računalničarjev poglejmo, kaj sta nam prinesli samostojnost in enotnost v teh 30 letih. Bolečine pijemo, skozi dno se vidi svet, lepota je skrita v nas, vse nevidezno je laž, sija in bera drek zlato, v žepih ni to, kar imaš, pripada ti leto, kar na srečo zaigraš, zaigraj in pusti, naj te nosi voda.
Po razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije njeno mednarodno priznanje ni bilo samoumevno. Takrat je bilo ključnega pomena intenzivno in diplomatsko politično delovanje. Prav tako pa je bil intenziven vstop Slovenije v mednarodni prostor tudi na področju informacijskih tehnologij. V letu rojstva Republike Slovenije je ta dobila prvo internetno povezavo, ko so iz laboratorija Inštituta Jožefa Štefana poslali prve podatke na Inštitut za fiziko in matematiko v Amsterdam na Nizozemskem. Tako kot v svetu je tudi v Sloveniji sprva počasi, potem pa zelo hitro začel pravi razcvet interneta. 1992 je bila registrirana tudi domena SI. Leto dni kasneje je na Inštitutu Jožefa Štefana bil postavljen prvi slovenski spletni strežnik. Ta je sicer vseboval demonstracijo raziskovalnega dela IJS in tudi spletno predstavitev takrat mlade Slovenije. V svetu je bila predstavitev odmevna. Ameriški nacionalni računalniški center jo je v okviru projekta Virtualni turist izbral za eno od 2 najboljših predstavitev držav na svetu. Mesto si je delila s predstavitvijo Japonske. Stran je izjemno pospešila razvoj slovenskega spleta. Najprej so ga zgledu sledili v akademsko-raziskovalnem sektorju, hitro pa so tudi podjetja, mediji in vsa Slovenija zakoračili v obdobje spleta in spletnih medijev. Stran Slovenija je tako postala odskočna stran za slovenske uporabnike spleta, dokler ni 1. marca 1996 prerasla v projekt Matkurja. In kje smo Slovenci 30 letja pozneje? Uporaba interneta je razmeroma razširjena. Po zadnjih raziskavah internet redno uporablja 89% Slovencev med 16 in 74 letom starosti. Največ prek pametnega telefona. Še vedno največji delež storitev predstavlja elektronska pošta, sledijo iskanje informacij o blagu, storitev, branje spletnih novic, revij, časopisov, uporaba storitev za direktno sporočanje in spletna omrežja. Žal pa se še veliko gospodinjstev srečuje s problemom manjših hitrosti širokopasovnih povezav. Zagnali smo tudi prvi superračunalnik Vega z izjemno računsko močjo. Opravi 6,8 milijona milijard izračunov na sekundo. Kako je na naši šoli? Lahko smo ponosni z razvojem IKT. Imamo dobro internetno povezavo, sledimo trendom razvoja tehnologij, v izobraževanje vključujemo e-storitve in e-vsebine. Pohvalimo se lahko z dobro predstavitvijo na spletu, sledimo dogajanjem z objavami na socialnih omrežjih in zidu objav na MiSmo.SPTS QR. Pa naj bo tako spodbudno tudi v prihodnje. Veseli ljudje bodo živeli tot, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. So Cankarjeve besede iz Korenta.
V teh negotovih časih iskrica brezskrbnega, pristnega veselja, kot da bledi v očeh posameznika. Vse manj se razlegata vesela pesem in vriskanje. Nova realnost pred nas postavlja razna priporočila, ukrepe in nove zakone. A zmogli bomo prebroditi tudi to. Toliko lepega je okoli nas, le vprašanje perspektive je. Perspektive, s katere bomo pogledali na svet. Bodimo hvaležni. Pogled hvaležnosti naj nam daje upanje, barva svet z lepšimi barvami, namreč ni vseeno, kako gledamo na svoje življenje in življenje okoli nas. Kot je rekel Albert Einstein, živimo lahko na dva načina. Lahko se pretvarjaš, kot da ni nič čudežno, lahko pa imaš vse za čudež. Ta luč ni od včeraj in ni samo moja. Ta luč ne gori od danes na jutri. Gori in sveti iz davne preteklosti v davno prihodnost. Ta luč je spomin, ta luč je upanje. Nekdo jo je davno nekoč prižgal in je svetila, kakor trstenka kot oljenka, sveča kot petrolejka, kakor karbidovka kot plamen, kot kres, kot ogenj v strehi, kot velik požar in kakor žerjavica, ki je velikokrat skoraj ugasnila. A ni ugasnila, ker jo varujemo kot luč svojih oči, ker jo predajamo neugaslo, preden ugasnejo naša življenja. Brez te luči ne bi znali živeti, brez te luči bi bila tema. Ne pustimo, da naša državljanska luč ugasne. Predajmo jo naprej in negujmo ljubezen do dežele, jezika in sorojakov. Naj bo v naši življenji svetloba, življenjska luč, ki bo svetila v boljši jutri. Spoštovane profesorice in profesorji, drage dijakinje in dijaki, ob ogledu praznične razglednice se prepustite še ustvarjalnosti naših dijakov in njihovih mentorjev. Spet nocoj med prijatelji proslavimo novoletni dan. Sem jaz, si tudi ti, iskrivajte, rad imam, čeprav ljubiti te ne smem. Ko pride polnoč, polovijo leče sviče, spet te poljubim, poščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te vrtiče. Ti naslednji dan šla boš kdobim kam, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, v sebi zakopal, ta silvestrski poljub. Spet bo vse, kot je prej bilo, neizprosanje življenja to. Vendar bom upala srčno, lahko leto okrog, slavili bomo spet s teboj. Ko pride polnoč,
Preden vas predsednik dijaške skupnosti in ravnatelj z zaključnimi besedami pospremite v praznike in zaslužene počitnice, nam dovolite, da vam zaželimo lepe praznike. Preživite jih v krogu tistih, ki jih imate najraje. V novem letu pa si drznite sanjati in te sanje pogumno uresničujte ter ponosno in z odločnim korakom stopajte v prihodnost. Drage dijakinje in dijaki, v imenu dijaške skupnosti se vam zahvaljujemo in želimo božično novoletne praznike in ostanite zdravi ter srečno. Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, želim vam, da bi letošnje covidno leto čim prej minilo in da se nikoli več ne bi ponovilo. Želim vam tudi, da bi se v prihajajočem letu še naprej prizadevali za razumevanje in sodelovanje tako doma v družini, kakor tudi med prijatelji, sošolci, vrstniki in vsemi, ki so vam blizu in ki vam karkoli pomenijo. V imenu profesorskega zbora in tudi v svojem imenu vam želim mirne božične praznike in veliko uspehov v novem letu. Predvsem pa zdravja ter vse dobro. Srečno. Sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal zaman sem to. Sivi oblaki na nebu, jasno nebo so zastrli. Bela snežinka, ki pada, glej prvi sneg. Sneg je, glej zunaj sneg je, morda se spomniš še enkrat na me. Sneg je, sneg je, morda se spomniš še enkrat na me, ua bela snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni noči. Snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni noči. Sivi oblaki na nebu, jasno nebo so zastrli. Bela snežinka, ki pada, glej prvi sneg. Sneg je, glej zunaj sneg je, morda se spomniš še enkrat na me. Sneg je, glej zunaj sneg je, morda se spomniš še enkrat na me, ua bela snežinka, ki pada, spominja me na te
iste dni, noči.